bomo vseeno kar pričeli. En lep dober večer vsem. Nekatere izmed vas že poznam, nekatere še ne. Tako da mislim, da je vseeno na mestu, da se mogoče predstavim. Sem Maja Čebašek in sem predvsem navdušena uporabnica kvalitetnih eteričnih olj, predvsem doterinih, do česar me je pripeljalo daleč nazaj obdobje oziroma čas moje prve nosečnosti, tako ker sem se takrat pripravljala na naravnejši porod, tako da sem takrat zagotovo dobila tisto večjo pozornost do naravnih eteričnih olj in kaj vse nam lahko še prinašajo. To je bilo pred več kot 9 leti, potem pa me je zelo vleklo tudi v to, da sem raziskala predvsem, kaj so kvalitetna eterična olja, tako da še danes, kljub temu, da še vedno raziskujem trg, eteričnih olj, vedno znova z velikim veseljem lahko rečem, da smo pri doTERRI še vedno tisti, ki lahko ponujamo najboljša in najbolj zaupanja vredna eterična olja, pa ne samo to, ker podjetje oziroma znamka doTERRA ponuja še veliko več, ponuja veliko priložnosti, ne samo za dobro počutje, ne samo za, bom rekla, odlične izdelke, ki ti lahko pomagajo pri drobnih dnevnih ritualih, kar je tudi tisto glavno sporočilo, ki ga želim skozi pisanje na svojem blogu zavsakdom.si sporočati že od svojih samih začetkov deljenja doTERRE, kar me je seveda potem čez obdobje v življenju, predvsem po rojstvu druge hčerke, po koncu druge porodniške, prineslo do tega, da sem si zaželela spremembo v življenju in začela doTERRO ne samo spontano deliti, ampak tudi bolj planirano deliti, predvsem z mojo takrat veliko željo oziroma moj močni zakaj, o čemer bomo danes tudi spregovorili, namreč zakaj nekaj počneš oziroma se odločiš početi. Jaz mislim, da je to, kar v predlogi kot nujno nekaj, kar te mora timing življenja, pa predvsem močna želja pripeljati, ker to je nekaj, kar ti bo pomagalo čez vse izzive na tej poti, ker pač ta pot uspeha je tudi pot velikokrat neuspehov in če dobro veš, zakaj nekaj počneš, seveda potem to ni težko oziroma vedno najdeš pot, ne glede na to, kaj ti celoten proces prinese, Tako da danes lahko z veseljem rečem, da doTERRA je ne samo delo, ampak in moj seveda del življenja, moj način življenja, moj lifestyle, ampak tudi moje veliko poslanstvo. Ne samo zato, da delim uporabnost izdelkov in kaj vse lahko delamo z eteričnimi olji in z ostalimi izdelki pri doTERRI, ampak da se sama tudi preko svojih situacij življenja in bližnjih poglabljam v določene tematike, ker ste morda nekateri, ki ste mi sledili, že spoznavali v letošnjih petkovih poglobljenih enovičnikih, ampak recimo to je tisto zadnje, veliki projekt, v katerega sem se letos poglabljala, ker je tudi začetek še enega večjega projekta, ki ga bom izvajala v tujini, ampak dejansko res doTERRA zame pomeni poslanstvo. Jaz v njej vidim stalno priložnosti, predvsem sem hvaležna za vse vas, za ljudi, ki mi jih ta pot tudi pripelje. Vedno sem mnenja, da pridete na pot vsakemu od nas, pravi ljudje. Vsi se veliko eden od drugega naučimo, tudi če včasih kakšno tako spoznanje neprijetno, ampak jaz rečem, da je za vsakega tudi težav v življenju velikokrat tako, kot seveda pri naravi zraste nekaj lepega. Tako da za začetek nekaj malega o meni. Torej sem mama dvema deklicama in kot rečeno, danes bomo govorili predvsem o drugi plati doTERRE, o drugi priložnosti doTERRE, ki jo lahko izkoristiš ali pa ne, je čisto tvoja stvar. In bomo malo pogledali, ker to je uvod v malo večje druženje, sodelovanje, partnerstvo, morda tudi z menoj za marsikoga izmed vas. Tako da bomo govorili o deljenju, delu doTERRE in kako seveda zaštartati, predvsem o osnovah doTERRA posla. Zdaj vidim, da jaz sem naredila malo daljši uvod, da se večina nas zbere ta čas. Vem, da ste nekateri spraševali, kaj vse bo danes slišano oziroma na drugi strani tudi
seveda, če bo posnetek. Tako, današnji webinar se bo snemal in bo tudi uvodni webinar, ki bo del moje ekskluzivne Facebook učne skupine za delo dotere. Vsako leto naredim kakšno novo, zato ker se mi zdi, da vsako leto seveda tudi meni prinese nove izkušnje vam in bom rekla, to je čar tega, da se kot skupnost eno drugega učimo, tudi pri delu dotere, smo si lahko za vzor, za vzgled, za idejo. In dejansko od današnjega webinarja boste prejeli res tak krasen uvodni vpogled, in hkrati na koncu, če boste ostali vse do konca webinarja, jaz mislim, da bom tam nekje do 1 ure končala, dobiš še seveda kar 3 dodatne priložnosti. Jaz bom rekla za obdarovanje sebe, ker jaz res vidim v doteri velikokrat priložnost za osebnostno rast na vsakem koraku, za nove ljudi, nove ideje, nove navdihe, novo motivacijo. Tako da, darilo danes, tisti, ki ostanete do konca, bo zagotovo podcast, na katerega sem zelo ponosna in sem za njega tudi zelo hvaležna, ki sva ga posnela z mojim partnerjem sicer lansko leto. V bistvu je bil namen intervjuvati on mene, jaz njega, čisto iskreno, spontano, o seveda tematiki ravno dela dotere in kaj vse lahko dotera prinese v življenje. Potem hkrati ob tem podcastu, tisti, ki ostanete do konca, dobite tudi možnost za začetek 1 na 1 srečanja z menoj, tako da si boste lahko pač morda pripravili vprašanja ali vse tisto, kar vas bo še zanimalo, kar mogoče danes še ne boste prejeli, da pogledamo tudi čisto, bom rekla, osebno prilagojeno, kaj lahko iz mentorskega vidika, ali pa če ste že napredni, tudi iz coaching vidika lahko podpremo pri tebi. Potem druga stvar je, da imam v mislih, oziroma željo imam, da se v decembru, verjamem, da vsem ne bo zneslo, ker je težko uskladiti datume vsem, ampak da bi se v decembru še srečali na enem takem, bom rekla, bolj sproščenem druženju, da se en drugega spoznamo, ker čar tega, kar poganja dotero, so seveda odnosi in se mi zdi, da to je tisto, kar moramo negovati. In kot sem imela že na uvodnem posnetku prikazano, res dotere je najlepše, mogoče v metafori preneseno nekaj, ko govorimo o delu dotere, kar lahko primerjamo z skrbnim vrtnarjem. Dejansko, če si skrben do sebe, si lahko tudi bolje skrben do drugih in potem vse steče, in tudi, ko so izzivi na poti, vedno najdeš lahko rešitev, tudi zato, ker veš, zakaj to počneš, oziroma dobro veš, kaj je tvoj zakaj in ga imaš lepo razdeljenega. Potem pa, bom rekla, ne konec tega, ampak hkrati tudi začetek še nadaljnega našega skupnega popotovanja v takem bolj delovnem vzdušju pa bo 5. januarja, ko smo si res prav rekla, bom izborile eno posebno priložnost z direktorjem Evrope. Isaac je oseba, ki mogoče na prvi pogled, ki ga boste videli, boste rekli, okej, mogoče čisto en običajen gospod, ampak je res neverjeten v coachingu, v pogledu, v predstavitvi, kaj je dotera vizija in vseeno, pač to boste dobili od njega. Mi se tudi že močno veselimo in smo res močno hvaležne, ker se je odzval na naše povabilo, ker namreč on ni direktor, ki bi kar prišel vsako državo in naredil en biznis ali pa uvod v biznis trening, ker mi bomo tudi ostali del naredili, tako da bo v slovenskem jeziku tudi on bo prevajan. Seveda iz angleščine, mi bomo imeli v slovenščini potem naprej, 5. v popoldansko večernih urah, za nek tak močan skupni nov začetek, tako da to, kar boste dobili čez mesec december z moje strani, se potem okrepi 5. januarja, na to skupaj še z novimi navdihi in motivacijo lahko nadaljujemo tudi naprej. Bistvo vsega je, da smo tukaj en za drugega, da je ogromno stvari, ki jih lahko že izkoriste. No, seveda ne smem pozabiti, sem si prav za opomnik tukaj tudi narisala stekleničko, namreč vsi tisti, ki boste prisotni 5. januarja na poslovnem treningu, boste prejeli zelo vredno, 56 € vredno eterično olje rimske kamilice. Če še ne poznaš kamilice, lahko na mojem blogu pokukaš na hitri zaznam in jo najdeš. Je eno res neverjetnih eteričnih olj, ki prinaša veliko tudi našim najmlajšim in predvsem ženskam, mamam, tako da ima zelo širok spekter uporabe in se zelo veselimo, da se je dotera v bistvu
spet na naše želje tako lepo odzvala in nam bo dala nekaj tako dragocenega, čeprav je karta, ne, kot ste videli v Early Birdu, jutri pride. Jaz sem jo na skrivaj nekaterim izmed vas, ki se že poznamo, link za nakup karte podelila, je 15 €, tako da tisti, ki vas še ne poznam, se nekaj vas tukaj le vidim, mi lahko napišete potem posebej mail, ali pa se imate moj kontakt, če bi radi še kaj več informacij glede tega. Tako, gremo naprej. Torej, jaz sem šla čez nekaj teh vprašanj, ki ste mi jih tudi mogoče že pošiljali, na drugi strani vem, kaj te kot začetnika zanima, ker sem se s podobnimi vprašanji srečevala tudi sama na začetku. Za koga je delo doTERE primerno? Z 2 besedami bi lahko rekla za vse, ker torej ni enega načina, kako delaš doTERO, bistvo je res tukajle, bom rekla, dosti na široko tudi zastavljeno. In mogoče danes sem hotela bolj v praktičen del iti, dejansko je res primerna za vse, a ne. Pa bom začela recimo s trenutno, mogoče celo bolj aktualnim, ker vem, da vas je kar nekaj, ki imate že neko svojo dejavnost, to je lahko popoldanska ali pa v bistvu polna zaposlitev, sploh tukaj nima toliko vloge. Če že nekaj srčno opravljaš, je iskreno na vsaki točki, pa ne glede na to, ali si ti, ali imaš podjetje pa zaposlene, ali si na drugi strani nekdo, ki ima salon, pa je to lahko kozmetičen, frizerski, ali se ukvarjaš z treningi, vadbami, ne, torej, da si vaditelj, bolj v športu, če izvajaš terapije, pa je lahko to na fizični ravni kot fizioterapevt, lahko je to na drugi strani terapija, kot je, ne vem, recimo psihoterapija ali kaj podobnega, ali če delaš masaže, če dejansko imaš morda trgovino z oblačili ali papirnico, vsa ta področja dela, ki jih že srčno opravljaš, imajo priložnost vklopiti nekje na določeni točki, a ne doTERO. Zdaj pri zaposlenih, če imaš podjetje, da dejansko res so zaposleni bolj produktivni, zadovoljni, manj se kregajo med sabo, to je skoraj med vrhnjimi temi dokazi, kako delujejo eterična olja v difuzorju in tudi, če so še zraven, a ne, tudi, da se jih lahko topično uporablja, ali pa tudi citruse recimo pije na delovnem mestu. Potem na drugi strani v salonu ali pa, tako kot smo rekli, pri terapijah, skratka, da daš neki dodaten učinek na fizični ali čustveni ravni in s tem podpreš svoje delo. Tudi pri masažah, ali pa če imaš neki prostor, ne, kjer prodajaš nekaj, kot sta recimo trgovina, papirnica, imamo tudi že primer Zobarja v Sloveniji, ki prodaja doTERA zobne paste. Dejansko oplemenitiš tisto svojo dejavnost, ne, ali pa dejansko si lahko tudi dvigneš prodajo, ne, to so recimo tudi lepi dokazi, kako se recimo predvsem eterično olje pomaranče, oziroma jaz ponavadi svetujem skupaj s popravom meto, odlično deluje na večje prodaje, ker se ljudje boljše počutijo noter, no. Tako da to so vse stvari, ki jih ne govorim kar tako, ampak dejansko tudi že izsledki kažejo. Potem lahko si nekdo, ki potrebuješ dodatni dohodek. Jaz nekako sem spadala med to drugo, ki vam zdaj razlagam, in med zadnjo. Jaz sem si, pa ni nujno, da je tvoj, zakaj nekaj počneš, enak mojemu, ampak želim odpreti, recimo, moj glavni zakaj takrat je bil po drugi porodniški, da si želim več časa, več kreativne svobode, dejansko svobode v enem, tako da meni takrat seveda neki dohodek jaz sem si nastavila neki cilj, pa potem to tudi dosegla, zato ker sem pač želela v kratkem času, sem šla pač z malo hitrejšim ritmom in to je tudi čar tega, da pač delaš v svojem ritmu, a ne, do tistega cilja, ki si ga sam zastaviš. Jaz mislim, da je ta čas, v katerem smo zdaj, več kot primeren za nove začetke, recimo tudi v obdobjih 2008, pa tudi še kasneje, no, saj je bila družbena kriza, res da pač drugačna, torej ne moremo jo popolnoma primerjati s trenutnim obdobjem po koroni ali pa še, recimo, v zadnjih delih korone, v smislu družbenega, a ne, stanja, in na drugi strani izzivi, ne, ki jih najdemo na področju Ukrajine. Ampak je čas, ko seveda naša valuta denarja izgublja na vrednosti in smo v obdobju draginje, inflacije, če hočete, na drugi strani, in zagotovo vem, da nekaterim je to obdobje prineslo izjemno rast, na drugi strani se velik del družbe slovenske srečuje z izzivi pri dohodku.
In meni se zdi več kot primeren čas za nov začetek, oziroma imaš lahko tako veliko bolj krepek zakaj, tudi z tega vidika, če je mogoče to tisto, s kjer ti štartaš. Ne. Na drugi strani pa da, ne, vidim tudi, vseeno vas je vedno več tudi, ko ste recimo, nekaj jih je, ki delijo dotero, so študenti ali so že morda tudi na drugi strani v odrasli dobi, pa si želijo neke spremembe v svoji, recimo, zgodovini dela, ali pa mogoče so se zopet odločili loviti sanje, ki so jih pustili nekje na srednji šoli, pa so jih potem zaradi poteka življenja morali opustiti. Lahko si starš, ne, ki si želi, tako kot sem si jaz, pač takrat več časovne svobode zase in za svojo družino, ali pa si želiš le svojega novega začetka dela od doma, lahko, da te, ne vem, si želiš več potovati, pa bi rad delal, od kjerkoli, to se pravi dobesedno s kateregale konca sveta, ker dotera ni omejena seveda samo na prostor, kjer bivamo, ampak je lahko čist, bom rekla, svetovni posel, odvisno pač, kje se odločiš delati. Skratka, lahko jo delaš, če si kdorkoli, lahko jo delaš od kjerkoli in lahko jo delaš kadarkoli. In najlepši čar je, da res prinaša ogromno osebnostno rast. Brezplačno na poti dobiš toliko enih izobraževanj, za katere jaz vidim, da se zdaj odšteva kar po 2000 in več evrov, lahko 1, 2, 3, oziroma zadnjič sem videla enega tudi za 10 000 evrov, tudi v slovenskem prostoru, in sem si mislila, jaz sem dobila to na poti, ne, ker pač morate vedeti, malo med sabo izobražujemo, na drugi strani vsak svoje področje, v katerem je močan, deli z ostalimi, tudi z drugih ekip, torej ni zdaj odvisno samo, oziroma da se osredotočaš na svojo ekipo. In imamo tudi močno kolegialnost, ki ni enaka recimo tudi drugim podjetjem, ki so ravno tako recimo mrežni marketing, tako da mi smo, jaz to z veseljem rečem, ena res posebnost. Ne delujemo tako kot večina in kar rijemo ledino v področju, rečemo tega marketinga, ki deluje na principu priporočila osebne izkušnje. In se mi zdi, da res jaz takšne osebne rasti, pa sem delala, lahko tretiram svojo zgodovino dela kar za precej izziva polno, oziroma sem imela področja, kjer je bilo ali projektno delo, ali je bilo delo, ne vem, večmesečno v tujini, pa si imel pač čez res vse, niti podjetja, od finančne, organizacijske in tako naprej, do izvedbene, ali pa na drugi strani tudi, ne vem, turistično vodenje, ki sem ga imela, pač kjer si tudi dejansko podjetje v enem, ko si na poti, ne, in pač rešuješ tudi stvari, ki mogoče niso bile predvidene. Tako da res se mi zdi, da na vseh teh, tudi bom rekla, polno učenja, področjih dela, nisem še dobila toliko neke možnosti osebnostne rasti in izboljšav, brušenja svojega diamantnega dela, talentov, in mogoče tudi šibkosti na drugi strani, zato da podpreš še tiste talente toliko bolj kot tukajle. Tako da, če te je strah, da nisi dovolj dober oziroma imaš druge strahove, te lahko potolažim, jaz sem jih imela 1000, lahko naštevam kar vse po vrsti, da jaz to še nikoli nisem delala, pojma nimam, kako se, ker na neki način sem pač tretirala to najprej kot prodajo, pa ni v bistvu direktna tako prodaja, kot si mogoče najprej predstavljate, če ste popolnoma na začetku. Potem sem se ukvarjala s tem, da itak ne poznam dovolj ljudi, da ne bom imela kontaktov, ukvarjala sem se s tem, da ne vem še vsega, primerjala sem se predvsem z drugimi in tukaj bi v bistvu se kar ustavila. Bistvo je, da v tem poslu ga vsak dela na svoj način in tako kot je podjetje, in to se mi zdi tudi bistveno, da na svoji poti dobro spoznaš, ker ko spoznaš dotero, kako deluje, da je tukaj zaradi ljudi, da smo ji pomembni na obeh straneh stekleničke, da ima dejansko podjetje zelo močno moralo in etiko. Zdaj vodstvo, vem, da vas zanima, se nahaja v Salt Lake Cityju v Utahu, ampak imamo pač potem že zelo razširjeno mrežo in trge, mi spadamo pod evropski trg, trenutne pisarne, najprej so bile samo v področju Anglije, zdaj jo imamo že tudi na Irskem, imamo jo tudi že kar po precej koncih v Evropi, vse v bistvu zdaj, če grem še širše, zdaj izven uradnega zemljevida Evrope, pač še spada zraven recimo področje Izraela, tako da jaz bom rekla sredozemski bazen, tudi ga vklapla pač dotera v evropski trg. Dejansko res jaz si želim, da bi marsikatero podjetje tako močno vizijo, moralo
integriteto uvedla tudi v svoj način delovanja, ker jaz toliko zaupanja vrednega podjetja ne poznam doslej. Pa sem tudi že dala kar nekaj sodelovanj z različnimi podjetji, dobrimi podjetji, poprej tudi česa, ne. Torej, mi smo uradno podjetje, ki ponuja naravno najbolj testirane, najbolj zaupanja vredna olja. Kot rečeno, to še vedno lahko sama iz lastnega raziskovanja še vedno lahko potrdim. Imamo olja, ki so standardna v smislu, da šišajo zahteve, recimo zdaj v našem okrilju, evropskih certifikatov, ki bi bili potrebni za eterična olja, ker roko na srce, uradni certifikati Evrope dovoljujejo tudi nekaj dodatkov, eni dovoljujejo naravne, drugi tudi umetne dodatke. Pri nas je to premali pogoj, tako da doTERRA ima CPTG svojo oznako kvalitete, to ni certifikat, ampak oznaka kvalitete in pomeni certificirana, čista, testirana olja, kar pomeni, da imamo popolno sledljivost od področja, kjer, bom rekla, v nadorganskih podjetjih, nadorganskih pogojih rastejo rastline, torej rastline rastejo tem, kjer imajo idealne pogoje, v področjih, kjer je rastlina doma, z ugodno ne samo zemljo, ne, ki je potrebna za to, ampak tudi na drugi strani predvsem primerno klimo, da se lahko ta naravna kemija esence, ki nato postane čez proces pridobivanja eterične olje, tudi sploh lahko oblikuje. Tako da olja prihajajo iz celotnega sveta. In da ne gledamo samo kvaliteto, torej in da se res sledi od dobesedno rastline, pa potem do destilerjev, preko seveda kmetov, s katerimi sodelujemo in močno sodelujemo tudi v smislu izobraževanja, v usmerjenost trajnostnega, naravnega, organskega pristopa. Na drugi strani imamo metodo co-impact sourcing, ki želi vedno delovati tam, kjer bo tudi absolutno ne samo viden, prijazen in, bom rekla, podkrepilen vpliv na naravo, tako da imamo tudi veliko projektov pogostovanja povsod, ne, ampak na drugi strani tudi, da imamo močan vpliv na lokalno skupnost, na ljudi, da se ustvarjajo nova delovna mesta, da so pogoji dela res takšni, kot morajo biti, da gre za pravično plačilo, takojšnjo plačilo, tako da kmetje ponavadi na takšnih področjih res stojijo v vrstah, da bi lahko sodelovali z doTERRO, ker so imeli poprej res slabe pogoje. Trg eteričnih olj je noro vreden, tudi zaradi doTERRE je od leta 2008, odkar obstaja, zelo zraslo povpraševanje po eteričnih oljih. Kot gobe po dežju, nastaja veliko novih podjetij, ki želijo kopirati doTERRO. Zaenkrat smo še predragi v procesu pridobivanja, da bi kdo dosegal takšne standarde, kot jih mi. Proces doTERRE je tudi ukinil posrednike, ki so ponavadi razlog, zakaj se eterična olja na trgu eteričnih olj ponareja, zaradi pač največkrat razloga boljšega zaslužka. Tako da pač smo oziroma je doTERRA res zelo dobro proučila na začetku, kaj je problematika kvalitetnega eteričnega olja, cen in pravičnega plačila, ne, torej pro končnega uporabnika, pro kmeta, pro destilerja in na drugi strani seveda nekaj, da res lahko garantiraš, da pripelješ dober izdelek, a ne, čez celoten proces. Je res nekaj neverjetnega in ta način se potem še lepo splete tudi z dobrodelno noto doTERRIne neprofitne organizacije Healing Hands, ki ima ogromno projektov, s katerimi lahko tudi mi sodelujemo in podpiramo, tudi že v Sloveniji smo imeli kar nekaj projektov podprtih s Healing Handsom, da smo lahko tudi znotraj tega dobrodelni in da se velik del denarja, kar se v drugih podjetjih, če greste oziroma če kaj poznate velike korporacije, gre veliko denarja seveda v viške, v ustanovnike, pri nas pa pač se razdeli res v dobro vseh ljudi, no, in to je tisto, kar jaz zelo spoštujem pri doTERRI čez vsa ta leta, ko z njo tudi stopam oziroma sem v partnerstvu. Source to you je nekaj, na kar smo lahko zelo ponosni, to je pa za vse aromaterapevte recimo čista poslastica, namreč pri nas vsaka serija dobi svoje testiranje v 3 nizih testiranj, dobesedno vse do stekleničke, tako da imamo tudi bazo stekleničk vsake serije shranjene v posebnih hladilnih prostorih, da se vedno lahko pogleda nazaj, a ne, kaj točno je določena serija prinašala, kako je izgledala. Tam dobiš v bistvu celoten izkaz kemijski, kaj med naravno vsebovanimi spojinami določene eterično olje, posamično olje vsebuje in tega doslej ne dela še nihče, da bi za vsako serijo javno pač tudi objavil te izkaze.
pa tudi hkrati sodelujemo z zdravstvenimi inštitucijami v kliničnih raziskavah. Pri nas najbližje so v porodnišnici v Vidmu, v Italiji, italijanskih Udinah, recimo pa potem tudi na Madžarskem, pa v Evropi res v ogromno inštitucijah. Tako da res smo pač na visokem nivoju cenjeni v svetu eterike, tudi zdaj, kar se tiče tudi kar precej kliničnih raziskav, ki jih lahko najdete potem tudi na uradnih recimo pač straneh, kjer imate tudi zdravniške in ostale izkaze, kako se lahko aromaterapija vklaplja v zdravstveni oziroma poleg zdravstvenega sistema še noter. Smo trenutno še vedno najhitrejše rastoče podjetje v naši industriji, podpiramo celostni pristop wellnessa, torej tako fizično, mentalno kot čustveno. Imamo zelo premišljen plačilni program oziroma z drugimi besedami kompenzacijski plan. Jaz se bom tudi malo dotaknila tega za začetek, čez to obdobje pa vse do 5. seveda boste dobili poglobljeno temo z te strani in predvsem, da imamo vsi enake možnosti. Torej, mi nismo piramida, piramida kot sistem je nelegalna, tako da smo mrežni marketing oziroma multilevel marketing v angleščini, tako da boste velikokrat slišali MLM. Ne delujemo po principu, živjo, a te lahko nekaj vprašam, ne delujemo po principu, jaz imam pa zate poslovno priložnost, ampak je naš način delovanja, deljenja čisto drugačen, nevsiljiv in zaradi tega ga tudi jaz lahko delam, ker pač nikoli nisem bila usmerjena v tak način, kot ga mogoče s poprej slabih izkušenj, z mrežnimi marketingi poznam. In imamo potem poleg kvalitetnega izdelka, ki zdaj veste, in tudi načina dela, res še to močno stran, da res smo neizmerno dobri oziroma priljudni v našem načinu delovanja, tudi kot posla. Cilj doTERE je opolnomočiti posameznike, zdaj uporabnike seveda pri uporabi eteričnih olij in izdelkov, zato so naša izobraževanja brezplačna. Marsikateri zdravstveni delavec, ko smo bili na evropskem srečanju, je pač na okrogli mizi dejal, ko smo imeli gor farmacevte in zdravnike, rekel, da recimo tudi na fakulteti ni dobil take močnega vpogleda recimo v določen telesni sistem, recimo če grem zdaj na prebavila, kot ga lahko dobiš pri doTERI. In to je meni všeč, da se lahko neka komplicirana tema predstavi na zelo razumljiv način, tako da ga tudi, ne vem, osnovnošolec lahko razume, moje hčerke lahko razumejo in to se mi zdi recimo nekaj zelo lepega, kar tudi prinaša, torej znanje naj bi bilo zastonj in seveda znotraj tega, bom rekla, naše skupnosti se tudi brezplačno deli. Smo na splošno res kultura deljenja in recimo ne samo podjetje, ampak ljudje, vsi, ki smo povezani z njim, tudi tisti, ki imamo res veliko srce. Tako da vem, da marsikatera izmed nas, s katerimi se že poznamo, tudi zdajle kima in se mi zdi, da to je tudi nekaj najlepšega in kar te še dodatno v bistvu res kar vleče in prpne, da v bistvu si v partnerstvu z doTERO in z ostalimi sočlani. Kaj potrebuješ, Zdaj, ko smo malo spregovorili o podjetju in za koga vse je primerna doTERA, v bistvu potrebuješ zelo malo. Potrebuješ sebe, potrebuješ doTERA članstvo, nekateri pričnete z enim izdelkom, nekateri pričnete z več izdelki ali s paketom in s tem se vam avtomatsko ustvari tudi doTERA pisarna, tako da v bistvu neke investicije, kot mogoče za ustanovitev nekega podjetja v Sloveniji, ki potrebuješ, rečemo, neki osnovni začetni kapital, takoj 10.000 in več evrov, tega pri doTERI ni in v tem vidim jaz veliko prednost. Tako da, ko imaš svojo doTERO pisarno, ko se vpišeš, je na tebi, ali boš zdaj začel delati ali deliti in tudi, ko začneš, ni nič obvezujoče, da zdaj moraš pa ti dosegati neko mesečno kvoto, ampak deluješ v svojem ritmu in na cilje, ki si jih sam nastavil. Dobiš tudi uradno doTERO stran, tako da ves posel, ki bazira, sledi potem uspehu, te tvoje strani, kar pomeni, da ko ti deliš in če se ti nekdo odloči, bodisi za redni nakup oziroma velika večina se odloči za članstvo, ker je to brez obvez in ker ni mesečnih obveznih nakupov, ampak je samo možnost mesečnega nakupovanja, ki ga lahko spet kadarkoli vklopite in 1000-krat izklopite, če želite, torej tudi tam ni obvez. In da mesečno, če želiš delati doTERO, da dobiš zaslužek,
moraš si ustvariti naročila za 100 točk, kar je približno, da imate občutek 110 evrov mesečno. Marsikdo me vpraša, zakaj pa moraš obvezno naročati. Iskreno, če delaš dotero, pač spoznavaš izdelke. Deliš svoje izkušnje s svojimi dosedanjimi izdelki, ni nujno, da pač jih je to z vsemi, ker pač to je pot vsakega je čisto drugačna. Imamo primere zelo uspešnih, ki so pričeli z deljenjem izkušenj s samo enim oljem. In dejansko pa seveda, če želiš raziskati, kaj je ne samo dotera kot podjetje, ampak kaj vse ponuja, seveda tudi nakupuješ izdelke. In ker ponujamo izdelke tudi iz naravne negovalne kozmetike za obraz in telo, za lase, potem odlična prehranska dopolnila, ki so nepredozirana, naravna in res učinkovita, vključno s probiotiki, za male in velike, pa potem še seveda ne smem pozabiti na naravno linijo za dom, od čistil, ustne nege. Skratka, seveda najdeš izdelke in jaz vam rečem, da težko samo za 100 točk mesečno naročim, ker mi odpadejo zdaj lekarna, odpade mi drogerija, ker praktično vse kupim pri doteri, tudi tuš, gel in podobno. Tako da ni težko napolniti, hkrati v bistvu na drugi strani itak ugotoviš, da če želiš malo izdelke raziskovati ali pa vsak, ne vem, pa ima mogoče nekdo v družini neko novo težavo, pa si nek nov izdelek naročiš, novo olje morda, ugotoviš, da v vsakem primeru spontano nanese do tega, da imaš minimalno 100 točk naročila na mesec, Tudi dotera podpira, da seveda ne moreš ti delati dotere, če nimaš svojih izkušenj, tako da to je recimo tisto osnovno, kar potrebuješ. Torej rečemo, da je investicija 110 evrov na mesec, ampak ti za to vrednost seveda dobiš izdelke, ki jih seveda tudi uporabljaš, oziroma bi za njih itak, če ne bi to uporabljal, plačeval v drogerijah, lekarni in podobno. Tako da z tega vidika jaz vidim, da je investicija nična, Torej, imeti moraš sebe, svojo izkušnjo, priporočam vam tudi knjigo. Jaz imam tudi za svoje sočlane spisano knjigo v slovenščini, medtem ko obstajajo tuje knjige, ki so odlične, tako da to nič hudega vam pol svetujem tudi 1 na 1, ko bomo imeli mentorsko srečanje, zdaj online ali pa v živo, kot se boste odločili, in da najdeš čisto svoj, torej tvoj način deljenja. In v bistvu, da zvadiš dobro predstavitev. Iskreno je to sedaj čisto enostavno, ker jaz imam zdaj v toliko 9 letih in tudi v bistvu ki sodelujemo, v bistvu smo si konkurenca, ampak zelo sodelujemo, imamo ogromno materialov že narejenih, tako da to je nekaj, kar se praktično lahko naročiš v enem delu, kot bi te šef postavil na delovno mesto in pač vam povem, tudi moja hči se lahko v trenutku pač pripravi oziroma že zna narediti predstavitev, tako da to ni nič težkega, ker imate v bistvu že vse pripravljeno. In potem seveda to svoje deliš naprej. Deliš dobro, ko imaš svoj močan zakaj. Torej, zavedati se moraš, da je dotera posel kot vsak posel, in ti pač, če ne veš svojega cilja in zakaj nekaj počneš in če iz tega seveda potem cilja ne pripraviš nek plan, zdaj pač odvisno od tvojega karakterja, lahko si nekdo, ki se mora striktno držati plana, pa ima rad kljukice, drugi delujemo mogoče pač na drugačen način, recimo jaz si osnovne stvari nastavim, pa potem delam v svojem ritmu in takrat, ko čutim, da je pravi čas za to, pač sploh nima veze, ti si najdeš svoj način, vedeti pa moraš, zakaj to počneš, ker ko pride do težkih trenutkov ali pa izziva, jaz vedno rečem, da izziv je nekaj, kar se mi zdi, da zahodnjaški svet vedno vidi, pa je to problem, Ne, v bistvu morali bi gledati, da izziv je pravzaprav nekaj, kar te edino pravilno je smerokaz, kako iti naprej, kje postati boljši. Zaradi te izkušnje, to je kot šola življenja, pač boš drugič nekaj boljše naredil. Mi moramo pasti, kot takrat, ko smo se učili hoditi, mora verjetno tudi nekaj, kot dojenček pasti, da smo se naučili hoditi, pa dojenček ne reče, ne, zdaj bom pa odnehal prvič, ko padem in ne bom hodil, Pač enostavno ima dobro motivacijo, zakaj želi hoditi, ker mogoče želi drugič do tiste druge omare, tam, ki je mami zadnjič šla, pa ga zanima, skratka tudi dojenček ima svoj zakaj, In se mi zdi, da to je nekaj, pač, kar ti mora postati naravno, da pač itak so izzivi na poti, da je to del poti uspeha, neuspehi so del uspešne poti, in da pač to nujno potrebuješ, da si postaviš potem cilj, seveda z tega plan, ampak seveda nič ni samo z dobrimi afirmacijami, ampak potem to postaviti tudi v neko akcijo, tako da se moraš potem sam tudi tega aktivno lotiti. Torej, kje pričeti,
Kar se tiče, zakaj to počneš, smo že itak rekli zdaj, ne, torej imaš svoje sanje, želje, močan zakaj, plan, akcija in ko daš noter sebe, srčnega sebe, stvar seveda ostane avtentična in deluje. Vedno rada rečem, ampak no, v tem mislili, jaz tega nisem verjela na začetku. Jaz sem si mislila, da nam imela dovolj kontaktov, ampak danes vam lahko res, če sem šla, če se to zmore vsak, čeprav vem, da se to sliši tako, ja, itak njej je uspel, ker vidite pač samo to, kar danes vidite in nadelate osnovno napako, ki sem jo delala tudi jaz, da se primerjate z drugimi. Tako da, tako kot želim svoje hčerke naučiti, primerjaš se lahko samo sam s seboj in to se mi zdi tudi ključno pri tem poslu, da ga delaš na svoj način, najdeš ta svoj način, a ne, se ne moreš takoj na začetku, ni nujno, da že veš, kako točno je tvoj način, ki bo deloval, in da to počneš dnevno, da skrbiš zase, to predvsem dobro šolo poznamo mame, se mi zdi, smo skoraj vse šle, a ne, da ne bom čisto posploševala, ampak skoraj vse smo šle čez to, da ugotoviš, čeprav to je kar lahko boleče spoznanje, da najboljš bodo vsi takrat, ko bomo mi dobro, a ne. Torej, da je treba sebe na prvo mesto postaviti, ni egoistično, ampak šele, ko bomo mi dobro, oziroma mi kot starši dobro, so lahko potem tudi otroci dobro. In na drugi strani se mi zdi to, da najdeš neke te drobne dnevne rituale, doter je 1000 možnosti, kako to storiti na čustveni, fizični, dušni, srčni ravni. In to narediš s poznavanjem ali pa poznavanjem dotera izdelkov, kar pa itak se ti spontano dogaja, ne. In pol ti svoje izkušnje deliš na sebi ljub način, zdaj lahko je to enim online, eni to delajo boljše v živo in meni se zdi, da če naredim neko sredino v trenutnem času, se gotovo je fajn učinkovit nek tak vsaj hibridni sistem oziroma spet kar bolj način v živo, enim pa uspešno deluje tudi čisto online, tako da pač spet najdeš svoj način, ki ti deluje in v bistvu najdeš čez te drobne rituale, skrbi zase, potem tudi drobne dnevne rituale uspeha, a ne, torej da dnevno deliš. Seveda, kaj želiš doseči, ne, krepiš svoje izkušnje in talente in hkrati na tej poti opolnomočiš druge, ker iskreno ti boš vedno korak pred tem, koliko rabiš vedeti o izdelkih, kot pa neki začetnik, boš imel popolnoma dovolj, in dejansko, lahko, no, se mi zdi, vedno veš preveč že za nekoga, ki je začetnik, tako da vedno imaš dovolj znanja, da lahko deliš drugim, da lahko jih naučiš uporabljati izdelke ali pa opolnomočiš druge, tudi če bojo podobno kot ti začutili, da bi radi delili, morda kasneje tudi delali dejansko dotero. Delaš na svoj način, kot rečeno, se primerjaš samo s seboj, tako da naj vas ne, vedno se znova spomnite, če boste čutili strah, to pa njej gre zato, ker ona to zna, ali pa on to zna, da se v bistvu ustavite in rečete, opa, ne, dej, iskreno si povej, a sem jaz to ona, sem jaz to ona, ne, jaz se lahko primerjam samo sam s seboj, a ne. Tako da iščeš način, ki ti da želene rezultate in čar tega je, da ni nujno, da bo en način skozi deloval, tako da tudi tukaj je pot učenja in ugotoviš, da na tej poti, ker se tudi trg spreminja, enkrat deluje nekaj oziroma potem čez nekaj časa nekaj drugega in to je čar tega, da postajamo vedno boljši in tudi delamo kljub spremembam še vedno na svoj način in iščemo nove načine. Kje se učiti in od kje črpati? Tole si počrtaš, izkoristi, kar je že dano. Meni se zdi, da pričeti delo danes pri doterji je tako enostavno, ker jaz iskreno vam povem, v časovnih okvirih sem na začetku pri 100 svojih sočlanih porabila 4 ure več na dan kot danes, da sem jih naučila uporabljati izdelke, ker še nisem imela neke izdelanega načina, kako jih učiti. Danes imam pač vse narejeno in se mi zdi tudi vsi moji, znotraj moje ekipe, ki se odločijo delati, to modro izkoristijo in dejansko v bistvu se ukvarjajo samo z osnovami dela in sami potem dopolnjujejo s svojim znanjem tisto in tam, kjer želijo, ne, in takrat, ko želijo. Tako da mi imamo skupno člansko učno skupino, imamo mojo člansko učno skupino, imamo tedenska srečanja, imamo klepet, potem imate moj blog za vsak dom, imate mojo knjigo ali tujo knjigo, potem pa ima tudi dotera en kup brošur, tudi, če kdo želi poglobljeno o eteričnih oljih, imamo prav posebno, aroma izobraževanje, ki se imenuje Essential Oil Specialist, kjer dobiš tudi certifikat. In na drugi strani tudi za tiste, ki se želite lotiti socialnih omrežij ali pa vas je tega strah, ni nujno, da ga imaš, da si uspešen, to vam povem,
ker mogoče si boljši v tem, da si dober v mreženju in pač to izkoristiš in v bistvu imamo nekatere izmed nas, ki so delale tako, da so v bistvu naučile skupnost, da sama sebe uči in niso pač dejansko nič socialnih omrežij sami imeli za to in so delili recimo v živo. Tako da spet poanta, da najdeš svoj način. Tukaj mogoče si lahko narediš print screen, ker je kar precej, recimo, rečemo linkov, kjer najdeš še več teh povezav naprej. Hkrati pa vem, da predvsem mogoče zdaj ima marsikdo tukaj le razmišlja, okej, ne, kaj pa bom pač jaz imel od tega ali pa imela od tega, ne, kaj mi lahko doTERA sploh prinese, ne, recimo, da sem se našla tam v tistem opisu, enem od opisov, ki mi je Maja rekla, pa zdaj recimo približno razumem, kaj moram delati, čeprav se mi zdi, da mogoče to pa jaz ne bom, kakšenkoli nisem, ampak res, jaz sem res izvrsten dokaz, ker pač nikoli nisem delala v čem takem, pa sem zmogla in zaradi mojih napak, moji delate veliko manj napak, ker vas pač naučim, kaj ne ponavljati, a ne, ampak čeprav včasih pa moramo iti čez neke izzive sami, tudi kot smo rekli, da se naučimo, ne, ker lastna šola je najboljša. Skratka, doTERA v osnovi res lahko prinaša svobodo na vseh nivojih. Tako da čisto odvisno od tega, kaj si ti za svoj cilj zastavil. Eni pač res rečete, jaz bi pa rad čim več izdelkov, nimam trenutno možnosti, da bi si jih kupoval, pa prehranska dopolnila, želim pač s svojim deljenjem, ki pa res, ne vem, spontano, res rada delim, pa delim testerje, pa svoje izkušnje, pač res bi si rada prislužila, ne, toliko, da bom imel pač za izdelke, da jih pokrijem, ne. Tako da dejansko v bistvu v tej fazi, kaj je tvoje delo, delo je, da deliš, da najdeš, v bistvu se ti pol itak pojavi ljudi, ki pač bi podobno radi izkusili in imeli doma eterična olja in ostale izdelke kot ti. In tvoja naloga, da jih podpiraš na tej poti. Vse, kar se tiče učnih materialov, pa tega to vse dejansko po včlanitvi imajo že, tako da s tem nimaš toliko dela kot pa mi. Na začetku, na svojih začetkih in v prvih 60 dnevih je tisti čas, ko se moraš ljudem, ki si jih toliko navdušil, da so se vpisali, tudi, da jih naučiš uporabe in doTERA ti bo za to obdobje za njihove nakupe povrnila oziroma podarila, v bistvu si prislužiš tako imenovani Fast Start bonus, ki ga potem lahko v svoji pisarni unovčiš za nakup svojih izdelkov, torej to pride v evrih. In tisti, ki že poznate doTERA, veste, da pač imamo ta neobvezni program zvestobe, ki prinaša brezplačne točke, za katere si lahko vzameš brezplačne izdelke, no tukaj pa dejansko res lahko prislužiš denar, ki se zapiše kot dobropis v tvoji pisarni in si ga lahko potem izbereš, odkljukaš, zato da ti odšteje od tvojega naročila, a ne. Tisti, ki si želite dodatnega zaslužka, nadgradite to, kar sem že zdaj omenila v prvi fazi, a ne. Če malo bolj vztrajno ali pa mogoče z malo boljšimi dnevnimi delovnimi navadi, rituali uspeha, dobiš večje število, a ne, sočlanov, dobiš potem neko svojo skupnost, ne, in z nje potem gradiš, tako da ti doTERA ponavadi, ko imaš več sočlanov, doda tudi za to pravilno grajenje, to pač se bomo vse naučili, v skupnosti ti prinaša mesečno, torej ne več tedensko kot Fast Start Power of Free bonus, obstaja mali, srednji in veliki, ki lahko prinaša potem lahko res nek dodatni zaslužek. Recimo, da je neka zlata sredina, recimo pri nazivu premier, lahko ti zaslužiš tam za minimalno plačo, no, toliko, da si znate predstavljati, ko vse te zaslužke seštejem. Zdaj, če pa gradiš in podpiraš člane tudi v skupino, v globino, ti pa potem od 61. dneva naprej namesto Fast Starta doTERA potem priračuna tako imenovani unilevel bonus, ki gre 7 nivojev v globino, kar pomeni, če dobro gradiš v globino in če dobro podpiraš v globino, seveda se ti to tudi obrestuje. Tako da naše delo je delo, ki podpira trud, ni delo, ki podpira, lahko rečem lenobo ali pa neaktivnost, no, mogoče bo boljši izraz, tako da z tega vidika še enkrat poudarjam, ne, doTERA ni piramida, ni piramidalni sistem. Piramidalni sistemi, če ste kaj v ekonomskem področju poglobili se, je nekaj, kar ni dovoljeno in ponavadi bazira na nekih vlaganjih denarja, a ne, kjer pač se podpira neaktivnost, a ne, to se pravi, nekdo kaj 3 dobil, pa potem pusti, da ostali delajo,
to so pač piramide, a ne, in se mi zdi, da imamo v Sloveniji kar v miselnosti slabo izkušnjo, zaradi tega seveda, ne, iz preteklosti se mi zdi tam v 90-ih sploh, ko je bil porast tega, imamo občutek, da pač, okej, čim slišimo mrežni marketing, da pomislimo, da gre za isto, pa je to v ekonomskem smislu čisto nekaj drugega. Predvsem pa je legalno, no, tako da, če želiš polno zaposlitev, neko sanjsko službo ali pa morda res tudi tako kot me, doživiš potem v tem poslanstvu, se pa ob zgornjem procesu deljenja, poleg skrbi za sočlane, tudi zelo, zelo poglobiš v svoj način življenja, v svoje delo, da delaš nekaj, kar rad delaš, da na poti pridobiš tudi ne samo močno zaupanje v izdelke, v podjetje, vase, ampak tudi v svojo ekipo. In tu se prične res ta služba in poslanstvo, hkrati bom rekla, tudi svoboda na vseh področjih, časovno, finančnem in osebnostnem področju, tako da dejansko te nagrajuje potem do tera še na vse, kar smo omenili, še dodatni bonus pride, vsak mesec se obračuna, ker gre na mesečno aktivnost tvojo, torej ni, da ti nekaj dosežeš in potem, ker stalno dobivaš to, ne, ampak da se pač to mesečno obračunava glede na tvojo aktivnost in uspešnost, da dobiš dejansko z tega vidika tudi neko nagrado. Vem, da v Sloveniji ni ravno običajno, da se spregovori o zaslužkih, meni pa se zdi, da bi morali biti tukaj malo bolj odprti in tudi, če želiš delati do tera, moraš kar nekaj predsodkov pospraviti, pač to je tudi del same poti rasti, v angleščini bi rekli mindseta, a ne, naravnanosti misli, naravnanosti uma. Tako da, ja, za občutek, če želiš spontano deliti brezplačne izdelke, lahko zaslužiš, ne vem, od 20 €, lahko pa tudi, vam lahko povem iz izkušenj, tistih, ki delajo v moji ali pa drugih ekipah, je lahko tudi tam 400, 500 €, če delaš recimo v tem drugem sklopu dodatnega zaslužka, lahko zaslužiš od 500, lahko pa tudi vse do 2500 €, če pa že imaš to res kot neko orang službo, je pa zaslužek tam recimo najmanj, ne, ker je pač odvisno, koliko imaš že močno ekipo, od 1000 €, lahko je pa tudi potem zlahka tudi do 5000, več, odvisno pač koliko veliko ekipo imaš. Tako da tudi, kot rečeno, meni je zelo všeč, da če nekdo ni aktiven, je tudi doživel lahko velik padec, kar pomeni, da ostajamo pravi ljudje, tako da nič ni hudega, tudi če preizkusiš, pa mogoče ugotoviš, da ti ne paše, meni se zdi res do tera ena taka priložnost, je pa res, a ne, da moraš tudi vedeti, zakaj ti ne gre, največkrat vam kar pa iskreno povem in se mi zdi, da je to tudi ena od tistih stvari, ki jo težko slišimo, tistemu, ki mu ne gre, ponavadi nima dobro razdeljenega, zakaj to počne, ker kot rečeno, če bi ga imel, potem vedno najdeš način, kako iti čez izzive. Zdaj za nekako zaključne misli, meni se zdi, da je res nujno, tako tudi na mojo prejšnjo misel, nujno razumevanje celega procesa in lastne odgovornosti. Torej ti dobiš ogromno podporo in pomoč, ampak konec koncev uspešnost tebe je odvisna predvsem od tebe samega, tako da, kot rečeno, zdaj bom na hitro, ker se mi ne zdi to pomembno, da se vglabljam vse to, ker bomo to še spoznavali, ampak da veš, da seveda, ne, če boš dnevno vse tisto, kar smo omenjali, dnevne navade, tako v bistvu skrbi zase ali pa dnevne navade za delo, a ne, ko govorimo o navadah uspeha, če delaš to res osebno, srčno, da v bistvu imaš neko konstanto v delovanju, pridejo rezultati sami od sebe, če se tega držiš in v bistvu si res kot vodnar, gradiš odnose in v bistvu, če delaš nekaj srčno, se veste, je to kot magnet, in hvaležno srce je magnet za čudeže, ne, kot radi rečemo, in hkrati tudi delovno, dobrosrčno srce je magnet za čudeže, tako da v bistvu najdeš, a ne, iščeš način, a ne, v katerem uživaš delati to in ti daje potem rezultate in v bistvu moraš razumeti, da za to uspešnost je potreben včasih daljši proces, včasih krajši, čisto odvisno od posameznika, zopet se primerjaj le s samim sabo, ne z drugimi. Pač pomembno je, da zaupaš vase in v proces in da vsaka stvar, ki pride na poti, je za nekaj dobra, a ne, in te bo zaradi tega, če jo sprejmeš, tudi izboljšala na poti. Ni nujno, da
noro garaž, vem, da vas tudi zdaj zanima, koliko ur na teden bi lahko vložil. Pač, ko govorimo res o tistih delovnih, nujnih dnevnih navadah, to ne pomeni sortiranje eteričnih olj ali pa gledanje, kaj bi si naslednjič naročil, ampak nekaj res, kar je aktivnost, ki prinaša rezultate. Je v bistvu bistveno, da to počneš, tako da jaz vidim, da moji, ki delajo, delajo lahko tisti, ki delajo za brezplačne izdelke, po par ur na teden, eni pač, ki delajo za dodatni zaslužek, si vzamejo 2 ure ali pa 1-2 uri na dan, spet odvisno, koliko si ti produktiven, v tem času. Potem za polno zaposlitev pa, ja, lahko delaš tudi več, ampak jaz res vidim, zdaj, ko je vse postavljeno, pač delaš res lahko, brez da si utrujen, no, kar je meni noro dobro, ne, jaz sem ravno zdaj Martinu spet razlagala, ta svoboda časa je meni res, to je nekaj najlepšega. Da se jaz lahko sredi tedna odločim, da porihtam neke, ne vem, obveznosti družinske, ke pač jih ne bi, ke bi jih mogla čez vikend, če bi bila v neki redni službi, zato ker hvaležna sem, ker tudi lahko peljem otroke, če se jutri spomnim ob 8 v šolo, ne ob 7, lahko se spomnim, da jih poberem, ne vem, v petek že ob 1, pa ne ob 3, ker pač nimam take službe, ki je bila fiksirana, ampak tudi vem, da bom včasih morala, tako kot pač danes, si vzeti 1 urico popoldan, zvečer, tako da je pač stvar res taka svobodna. Jaz vem, da mogoče nekdo, ki je v urniku od 8 do 4, da mogoče mu je na začetku malo težko, ker pač si morda navajen, da ti nekdo daje naloge ali pa da ti nekdo naredi urnik ali pa da si pač od takrat do takrat v službi in pol čau, Miki, pač zapreš in greš. Saj pač je pomembna ta osebna odgovornost in razumevanje časa, da časa imamo vsi enako, ampak kaj ti narediš v tem času produktivnega, je pa čisto tvoja stvar. Jaz vidim ta glavne stvari, ki sem se jih naučila, da sem avtomatizirala stvari, ki so se mi ponavljale, da sem v bistvu izzive res vzela kot smerokaz, da ko mi ne gre in da sem pač stuck in a moment, da pač se mi zdi, da sem res obtičala, se poglobim spet v svoj zakaj. In ko pač res, si pač, ko si to spet zdelaš, ker se itak spreminja na tvoji poti, pač ti spet steče naprej, kot da bi pač, ne vem, rekli energija či, po tej tradicionalni kitajski medicini, ke se ti sprosti pač energetsko, podobno je čisto v poslu, da si določiš prioritete, kaj je nujno za uspešnost, in da v bistvu tudi vklopiš družino, seveda, da pač, ne vem, midva imava skupni urnik, da točno veva, kdaj sva kje oziroma kdaj si jaz ne smem kaj dati, zato ker ima pač mogoče Martin kaj, in da imaš neki svoj sistem. Se mi zdi skozi, da je dobro razmišljati na poti, da veš, da bo deloval tudi pol, ko boš imel mogoče 1000 uporabnikov, da si pač daš kar malo višji cilj, ker pol vam povem, boš čisto drugačno odločitev sprejel za neki način delovanja, kot pa če misliš, okej, bom imela 5 članov, ampak se mi zdi, da res zaradi tega delaš boljše odločitve na svoji poti, če si predstavljaš, da bo to enkrat tudi velika stvar, zato ker pol razmišljaš v smislu big picturja, Tako da ja, to je tvoj posel. Zdaj, lastna odgovornost in kako ga pelješ, je čisto tvoja odgovornost. Luštno in najlepše od tega je, da najdeš neko svoje ravnovesje do želene svobode, ke sem jo tudi že opisovala, da delaš osnove delovne, da iskreno oceniš tudi, kakšne rezultate te prinesel, če ti nekaj ne prinaša rezultatov, probaš nekaj drugega, da si na poti ti rasti, da si zvest sebi, da se ne primerjaš z drugimi, da imaš svoj način pa sistem, v katerem uživaš, ker pol itak, da se začuti tvoja energija in pač stvari stečejo. In proces ti itak kaže, kako naprej, tako da ne rabiš sploh vsega vedeti, ne vseh izdelkov poznati, ne niti, kako bo vsa pot tekla, ker bo vse sproti prišlo, pa da imaš srce in oči odprto za priložnost, ker dober zakaj ti bo pomagal, tako kot smo že ponavljali, saj vem, če se izzive in izgovore, izgovori, to se tudi še nisem dotaknila, ko prej, pa da si hvaležen za vse dano, kar pride, in da se ne primerjaš z drugimi, kar tudi se mi zdi, 1000-krat bom še ponovila, ker je tako pomembno, ker vem, da se s tem srečujemo, tudi jaz se še kdaj ujamem, ampak sama sebe opomnim, da se ne rabim, Tako da, kaj je tvoj naslednji cilj do tega posla, je popolnoma tvoja izbira. Če želiš deliti za pokrivanje svojih izdelkov, moraš poznati osnove dela, čutiti podjetje in oboževati izdelke, in kot smo rekli, nekaj ur na teden.
To je recimo naziv elite premier, če želiš dodatni zaslužek, delaš že bolj usmerjeno, a ne, v to, kar je bilo prej, plus še na sebi in se skrbno izobražuješ in izobražuješ tudi svojo skupino ljudi. Potem za neko res kot nadomestilo svoje plače, kot posel, pa v bistvu na že omenjeno nadgradiš še s poslanstvom, s tvojim načinom življenja, to je za ponovitev, zdaj tukaj le dajem, tako da mentoriraš pa podpiraš svoje sočlane, tiste, ki so uporabniki in tudi liderje in imaš svobodo, res svobodo v najširšem možnem pomenu na vseh področjih življenja, tudi finančnem, no. Zdaj za zaključek, koliko časa smo porabili, samo pogledam, smo že skoraj pri 1 urici. Torej, kot rečeno, se mi lahko oglasite, prejeli boste poleg današnjega webinarja še, kot rečeno, najin podcast, potem tudi se mi kar oglasite za 1-na-1 srečanje, tudi to je brez obvez, tako da jaz tokrat odpiram to 1-na-1 srečanje na kratko, tudi mogoče za koga, ki ni še v moji skupini, ali pa mogoče še nima doTERA članstva in si še izbira, pod katerim mentorjem bi bil. Zdaj, če se začutva, sem to lahko jaz, če pa kdo drug, jaz vedno rečem, kot rečeno, da kontaktov in vsega je dovolj za vse, tako da se mi zdi, da se pravi že skupaj najdemo, a ne. To je kar pomembno, no, da pač imaš, ne rabiš biti najboljši prijatelj, to sploh ne, ampak da pač nekako začutiš, da se z nekom lahko ujameš v procesu mentorstva ali coachinga, pa si ne rabita biti tako podobna, ampak pač tukaj, da vam nekdo paše. Pa da potem še javim potem naprej za tiste, ki se boste odločili za malo bolj poglobljeni del, kdaj se bomo v decembru družili. Jaz sem si zamislila to ful tako spontano, no, vsak bo nekaj pripravil drobnega presenečenja, niti ne toliko vezano na doTERO, si bomo kakšno zgodbo, misli izmenjali, predvsem pa se želim bolj spoznati z vsemi vami, pa med sabo, da se spoznamo in podružimo. Tudi link za 5. januarja za poslovni trening je že zunaj, kot rečeno, sem ga že omenila, no, tako da to je tisti konec, ki je hkrati tudi še nov začetek, ker se bo lepo skladalo tudi s pričetkom novega leta in vsi imamo, se mi zdi, takole ob koncu leta, začetku leta še toliko več morda nekih ciljev, ne samo čez leto, čeprav bi jih tudi že čez leto morali imeti in zaobljub, tako da se tega močno veselim. Današnji posnetek bo jutri na voljo v skupini Delim dišečo ljubezen na Facebooku, jo že najdete, kjer bom potem odslej tudi objavljala veliko več še tematik na temo deljenja in dela doTERE. Odprto je za moje sočlane in člane, ki so včlanjeni v skupini mojih mentorjev. Zdaj, če imate drugega mentorja, se lahko oglasite, ampak vas bom potem tudi usmerila, da se res lahko svojim pač posvetim, se težje pol to k vam, no, ampak vas bom usmerila oziroma povezala pol tudi z vašim mentorjem, tako da vas bom potem tudi naprej usmerjal. Za zaključek vam delim eno misel, ki jo imam jaz stalno na svojem ohranjevalniku oziroma na svojem telefonskem zaslonu. Bodi sprememba, ki si jo sama želiš videti v svetu, od Gandhija, in to se mi zdi, da vsakokrat, ko ali imaš težke misli, ali si v precepu, ali imaš izziv pred sabo, s to mislijo, vsaj jaz, no, veliko lažje grem čez izzive, mogoče se najdeš v njej tudi ti, in naj bo nekako to tudi izhodišče, ne samo zaključek današnjega srečanja, ker to je nekaj, kar mogoče res tudi zelo lepo opiše, kaj meni v osnovi res pomeni doTERA. Z doTERA tudi, če si ena oseba, lahko narediš veliko spremembo, s svojim krogom vpliva, čeprav se ti zdi, da je le kapljica v morje, ampak lahko sproži eno veliko reko vsega dobrega na vseh področjih. Tukaj so še moji podatki za kontakt, če bo kdo želel od mobilnika, maila, bloga, ker vem, da se z nekaterimi izmed vas še ne poznam osebno, in sem tudi tukaj seveda za vsa tvoja dodatna vprašanja. Tako da upam, no, da ti je dala ta urica vpogled v to približno, kaj si lahko predstavljaš za delo doTERE, kaj potrebuješ za začetek, kako poteka, kaj lahko pričakuješ, kaj ti lahko prinese in če je za tebe in na katerem področju primerna kot delo deljenje doTERE.
Ali pa če si tukajle kot, radovednež, radovednica, da si dobila malo širši vpogled. Tako da lepo vabljeni v mojo družbo. Jaz se vam tudi tukajle na tem mestu zahvaljujem za današnjo družbo. Hvaležna sem za vse, ki smo bili skupaj. Nekateri si boste vse tole pogledali tudi še v posnetku. Predvsem pa želim eno mirno noč. V mojem difuzorju bo danes namesto Serenityja sibirska jelka, ker mi trenutno zelo paše, pa že malo v uvodni del atmosfere decembra me pelje. Tako da bom vesela tudi, mogoče pa mi malo še pošljete na kakšen Messenger, tudi kaj pa boste vi danes, s čim boste zaključili večer. Tako da hvala še enkrat, no, da ste bili do konca še v naši, ne samo v moji družbi. In se slišimo in vidimo in se močno veselim vsega, kar bo še ta proces in popotovanje delovnega vzdušja prinesel. Tako da lep večer in lahko noč.